Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dober večer. Današnjo oddajo Zdravstveni nasvet, ki jo za vas pripravljamo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, bomo posvetili zapletom, ki lahko nastopijo zaradi debelosti otrok in mladostnikov. V goste sem namreč povabila specialista pediatra z Klinike za pediatrijo UKC Maribor, primarja dr. Martina Bigeca. Dober večer. Dober večer. Za začetek morda splošno vprašanje, kaj je debelost in kdaj pravzaprav lahko govorimo o debelosti otrok in mladostnikov? Debelost je pravzaprav preprosta definicija, zato gre za prekomeren odstotek maščobnega tkiva v telesu preko seveda tistega pričakovanega, normalnega, fiziološkega tkiva, ki ga v bistvu evolucijsko imamo. In kadar to tkivo preseže neke vnaprej pri nas, rečemo, normalne vrednosti, potem govorimo ali o prekomerni teži ali pa tudi potem o debelosti. Tako da je prekomerna telesna teža nekakšna predstopnja same debelosti? Predstopnja debelosti, zato ker napoveduje, da naraščanje telesne teže oziroma odstotek telesne maščobe gre v to smer, da se bo lahko oziroma da se lahko razvije debelost. Morda še kakšna beseda o razporeditvi telesnih maščob in pa tipih debelosti, ki jih poznamo. Kateri so najpogostejši, kateri najnevarnejši? Ja, največkrat delimo tipe debelosti na ženski tip in na moški tip, oziroma na hruško in na jabolko, torej, kjer se kopičenje telesne maščobe, predvsem podkožne maščobe, značilno glede na spol kopiči. Oba spola govorita, da ravno na tistih mestih, ki ne bi bilo treba, torej pri ženskah okrog zadnjice in stegen, pri moških pa okrog trebuha. Najbolj nevarno, torej tudi današnje raziskave nas poučijo o tem, da je najbolj nevarno kopičenje tako imenovane visceralne maščobnega tkiva, to je tkivo, ki je v bistvu očem skrito, se pa nahaja v notranjih organih, torej prav v trebušni votlini. In delež tega visceralnega maščevja pravzaprav napoveduje zaplete okrog debelosti. Pa bi lahko opredelili, kdaj običajno nastopi debelost pri otrocih, v katerem razvojnem obdobju, ali je to povsem odvisno od vsakega posameznika posebej? Ali se bo debelost razvila pri otroku ali ne, je popolnoma individualno. Ne moremo imeti nekih dobrih napovednih dejavnikov, pri katerem se bo in pri katerem ne, zaradi preprostih razlogov, ker je debelost v bistvu tako kompleksna bolezen. Nima enega samega dejavnika. Pri otroku smo pogosto ugotavljali, da se debelost pojavlja kasneje, recimo v enem šolskem ali pa predpubertetnem, pubertetnem obdobju. Zadnjih 20 ali pa 30 let pa naše epidemiološke študije, pa seveda tudi raziskave, kaže na to, da se ta delež otrok z prekomerno težo in z debelostjo pomika v zgodnje otroštvo, tudi v obdobje dojenčka. Kaj pa pravi statistika? Kolikšen je odstotek otrok in mladostnikov s prekomerno telesno težo in debelostjo v Sloveniji? Tudi tukaj niso ravno ugodni podatki. Tako kot se debelost premika v zgodnje otroštvo, tako se tudi delež prekomerno težkih in debelih povečuje. Nažalost se pa povečuje tudi delež izjemno debelih, torej govorimo o tako imenovani maligni debelosti. Še pred 10-15 leti smo mislili, da nas bo ta val zaobšel, ker se je to začelo pred 20-30 leti epidemiološko dogajati predvsem v zelo razvitih deželah, recimo v Ameriki. In smo mislili, da bomo seveda z našimi ukrepi ali z zdravstveno vzgojo ali pa z enimi preventivnimi ukrepi zaobšli to obdobje, ta pojav in da se to pri nas ne bo zgodilo. Vendar, nažalost, zadnji podatki kažejo, da se niso mogli ogniti. Danes vemo, da je recimo okrog 5% otrok je debelih oziroma izjemno debelih, okrog 20 do 21% otrok pa ima prekomerno težo.
in ta trend je v naraščanju. Mogoče je trend nekje zaustavljen ali pa vsaj ni tako hiter, kot je bil vsaj pri prekomerni teži, medtem ko delež izjemno težkih oziroma izjemno debelih pa narašča. Kaj pa pomeni ta številka v primerjavi z ostalimi evropskimi državami? Ja, da smo nekje med razvijajočimi se družbami. Razvite družbe, recimo večkrat se radi primerjamo z severnimi deželami, so precej omejile debelost pri otrocih, medtem ko dežele v razvoju ali pa nerazvite dežele, recimo vzhodne Evrope ali pa Balkana in pa Sredozemlja, pa imajo izjemno velik delež, večji delež debelih otrok, kot jih imamo mi, recimo Grčija, Španija in podobne. Med najinim pogovorom pravkar tečejo tudi prekrivni posnetki, kjer je možno videti različne vrste hrane, prehranjevanja ljudi. Mene pa zanima, kje pravzaprav tičijo glavni vzroki za debelost pri otrocih in mladostnikih po vaših izkušnjah. En vzrok ste že povedali, Ja. Torej prehrana je tisti globalni ali pa temeljni razlog. Veliko mam oziroma staršev, ki prihajajo v našo endokrinološko ambulanto, po pomoč seveda, prvo, ko prestopi prag ambulante, je prva izjava ali pa prvi stavek, veste, naš otrok ne poje kaj dosti, in mi smo prišli zato, ker nas skrbi, od česa se potem redi. Res je, da prehrana ni edina, je pa najpomembnejša. Drugo je seveda način življenja, predvsem pri večjih otrocih, pri pubertetnikih in pa pri adolescentih, ker gre pretežno za sedeči način življenja in s premalo gibanja. Tretji vzrok je seveda, ki je del prehrane, ampak so pa krive tekočine, torej predvsem sladkane in sladke pijače, ki jih otroci prekomerno uživajo. In ko se to sešteje, ti dejavniki, potem imamo rezultat tukaj, da imamo na eni strani prevelik, premočan vnos in na drugi strani premajhno porabo. In je rezultat kopičenja energije v obliki maščobnega tkiva. Na tem mestu še morda vprašanje, kdo je v največji meri za to odgovoren? So to morda starši, družba, bi lahko rekli celo, da otroci oziroma mladostniki sami? Mogoče bi še malo razdelili pojme, Tu odzadaj se skriva seveda tudi velik ekonomski interes, torej globalna politika, zakonodaja, družbena ureditev, kjer se ne regulira recimo prodaja slabe in nekvalitetne prehrane, ampak se celo z ohlapno zakonodajo dovoljuje. Seveda potem je družina tista, kjer otrok dobiva prehrambene vzorce in tudi ki je odgovorna za to, kaj se kupuje in katera hrana se izbira za jedilnike. In seveda na koncu so tudi tisti, ki so posledica vsega tega, so pa otroci, ki pa jim je dovoljeno biti izbirčen, jim je dovoljeno tudi, da je hrana vse drugo kot zadovoljevanje potrebe po lakoti, ampak je to nagrada, je to tolažba, je to tudi zabava. In potem imamo skupek takih razlogov. Kakšne so pa kaj prehranjevalne navade naših otrok? Kje prihaja do največjih težav, po vašem mnenju? Se vse začne že pri zajtrku, ki v mnogih primerih ni tisti glavni obrok dneva? Ja, zajtrk je indikator, torej je pokazatelj, kako bo prehranjevanje potekalo čez dan. Navade naših družin so še precej, bi rekel, nerazvite ali plitke, so veliko odvisne od enih modnih trendov ali pa nekih priložnostnih vzorcev, kot pa da bi to bila ena sistematični pristop ali pa ena redno prehranjevanje. Prehrana doma, v domačem okolju je postala že bolj ali manj izjema. Naše ankete, namreč, ki jih izvajamo, nam kaže na to, da velik del otrok se prehranjuje outdoor, torej izven domačega ognjišča ali doma. Že vrtčevski otroci štejejo sem, da imajo po 2 ali 3 ali več obrokov izven doma, šolski otroci. Seveda so tudi otroci potem kasneje v varstvu, odvisno od zaposlenosti staršev.
tako da jim ostaje praktično le vikendi, pa še to velikokrat si privoščijo hrane nekje drugje. Tako da je prehramben model, recimo naše družine, še kar precej neizdelan. Je pa osveščenost ljudi kar precejšna, ne? Torej izredno dosti napredujemo v tej smeri. Ljudje so osveščeni, vejo, torej so seznanjeni s tem, kaj je primerno in kaj ne. Zdaj, v zadnjem času, predvsem v času te naše gospodarske in te splošne krize, v pomanjkanju denarja, pa jih tudi ekonomska situacija sili v to, da posežejo po poceni hrani, ki je v bistvu kalorično izjemno gosta, ne, torej močna prehrana, nima pa seveda te nutritivne vrednosti. Ko ste omenili prav to, me zanima, torej, kako bi torej lahko opredelili družbeno-ekonomski status? Ali se kaže, da otroci, ki prihajajo iz revnejših družin, posledično trpijo v večji meri za prekomerno telesno težo in potem tudi debelostjo, ali ne? Vzorec se je malo obrnil. Včasih je veljalo, da so bogatejše, torej dobro situirane družine, da so imele pretežno precej debele otroke, ker se je pač veliko dajalo na to nakupovanje hrane in pa pripravljene hrane, tudi hrana za nagrade in za igro. Danes pa je problem v tem, da ljudje posegajo po cenejši hrani, to kot sem že rekel, in je bolj značilno za družine z srednjimi ali z nižjimi prihodki, da so njihovi otroci prekomerno hranjeni, kot pa za tiste, ki so ekonomsko bolje situirane. Te, ki so ekonomsko bolje situirane, so tudi bolj prosvetljene in zato tudi vedo, ne, katera hrana je bolj primerna in se tudi te bolj poslužujejo. Sedaj pa tisto ključno vprašanje, zakaj je debelost pri otrocih in mladostnikih tako zelo nevarna oziroma škodljiva? Kakšni so lahko zapleti, morebiti celo trajne posledice? Torej, izvirni greh je v tem, da debelosti ne priznavamo kot bolezen. Debelost še vedno jemljemo kot eno estetsko motnjo in zato ji ne dajemo ene prave kritičnega pristopa do nje. Tudi družba v celoti ne priznava otrok, ki imajo ekstremno debelost, za bolnike, za kronične bolnike, in zaradi tega jim tudi ne izhajajo pravice iz zdravstvenega sistema za obravnavo enako kot za druge kronične bolnike, kot so recimo astmatiki ali pa sladkorni bolniki. Zato praktično za njih ne obstajajo neki zdravstveni programi. Zdaj pa prej, ko se debelost začne, težje ali prej se nastopijo zapleti. In tudi seveda z leti, ko otrok odrašča ali pa ko pride v odraslo dobo, so ti zapleti že toliko resni, da zahtevajo seveda velike in resne intervencije in pa seveda zdravljenja, ki pa veliko več stanejo, kot pa bi stali ti programi v zgodnjem otroštvu. In včasih smo mislili, da so določene bolezni rezervirane, v narekovajih, za odrasle, oziroma da se to pri otrocih ne dogaja. Danes pa vemo, da se veliko teh zapletov že začne v zgodnjem otroštvu, ki so vezani na debelost. Morebiti lahko prav omeniva, katere bolezni lahko nastopijo kot posledica debelosti že tudi pri otrocih? Mi govorimo o komorbidnih boleznih. To so bolezni, ki so povzročene z prvotno boleznijo ali zapleti zaradi te bolezni. In eno od tako zelo resnih komorbidnih bolezni je recimo sladkorna bolezen. In to je sladkorna bolezen tip 2, katera je bila včasih seveda sinonim za starejšo populacijo, ki se je razvila seveda z leti in tam nekje po 40. in 50. letu. Danes to bolezen zasledimo že pri otrocih, že v predšolskem obdobju in tudi v šolskem obdobju, in seveda zaradi tega moramo že
začeti ne samo z simptomatskim, torej z zdravljenjem osnovne bolezni, kot je debelost, ampak tudi že z zdravljenjem te sladkorne bolezni, da preprečimo zopet zaplete zaradi sladkorne bolezni, ne. To pa je največkrat zaplete na ožilju, ne, torej na kardiovaskularnem sistemu in pa predvsem na mikroožilju, predvsem na očeh, retini. Drug takšen zaplet je recimo povišan krvni tlak pri otrocih, ki se lahko začne že v tem zgodnjem otroškem obdobju in seveda vse to obremenjuje potem kardiovaskularni sistem. Tretji so taki zapleti na lokomotornem torej sistemu, na kosteh, sklepih, na gibalih. Potem je tak zaplet recimo pojav zamaščenosti jeter vranice, torej kjer se kopiči maščoba v funkcionalnem tkivu in seveda s tem omejuje delovanje teh organov. Nadaljnji taki zapleti bi bili recimo psihološke narave z otroci, ki so zaradi zmanjšane gibalne sposobnosti ali svojega zunanjega videza nekako odrinjeni od svojih sovrstnikov ali od družbe in se potem zateče v osamljenost ali pa tudi torej v tesnobo in seveda zelo slabo samopodobo in tako naprej, ne. Teh možnih zapletov je očitno veliko. Kako pa zdravniki, specialisti in drugo strokovno osebje obravnavate otroke in mladostnike s prekomerno telesno težo? Kaj jim svetujete in kako jih zdravite? Samokritično moram povedati, da slabo. Namreč, ker bolezen ni uvrščena enakopravno med ostale bolezni, iz tega sledi seveda financiranje takih programov in pa kot prvo bi mogel pravzaprav reči izobraževanje ustreznega kadra. Kot drugo, ustrezno zdravstveno mrežo, torej inštitucije, ki so porazdeljene po celi naši državi in ki bi na svojih regionalnih področjih skrbele za te otroke. In tretje seveda, da opremimo te inštitucije in da damo tem ljudem seveda ustrezne pripomočke in ustrezne potrebne opremo, da lahko izvajajo te programe. Zdaj zaenkrat imamo v Sloveniji samo en center, torej na tako število bolnikov, če jih lahko zdaj tako imenujemo, en center, ki je v Stični, v Šentvidu pri Stični in je resnično profesionalno opremljen in kadrovsko opremljen za izvajanje teh programov, medtem ko podobnih centrov v Sloveniji ni. Vsaka regija, recimo, da govorim za severovzhodno Slovenijo, bi pravzaprav potrebovala nekaj takih centrov. V čem je tu glavni problem, je v razširjenosti bolezni. Teh otrok in mladostnikov je izjemno veliko, to niso otroci recimo, ki imajo astmo ali pa otroci, ki imajo sladkorno bolezen, ampak je to velika skupina otrok, ne, z težko obliko debelosti bi lahko govorili okrog 20.000 takih otrok v Sloveniji, z prekomerno težo okrog 80-85.000 otrok, ne. Zdaj, ko se enkrat en zdravstveni politik sooči z takšno skupino populacije, ne, potem marsikomu se zašibijo kolena in se veliko programov malo pokrije pod preprogo, ne. Pa se kdaj zgodi, da je v določenih, morda ekstremnih primerih otroka potrebno tudi hospitalizirati? Beležite tovrstne hospitalizacije na vašem oddelku? Torej, mi otroke hospitaliziramo že zaradi tega, da spremljamo izraženost njihovih bolezenskih znakov. Namreč hočemo zgodaj odkriti, kdaj se ti bolezenski znaki pojavijo, zato da bi lahko čim prej začeli ukrepati. Govorimo v bistvu o sekundarni in terciarni preventivi. Torej takrat, ko je bolezen že tu, imamo debele otroke, imamo najstnike in adolescente z debelostjo in pri njih hočemo z našimi preiskavami zgodaj odkriti, ali so se že začele komorbidne bolezni, ne. In seveda takšne oblike sledenja otrok
tudi niso poceni, ne. Preiskave, ki jih moramo mi napraviti, so tudi svoj ekonomski zalogaj, ampak trenutno seveda drugih možnosti nimamo. Medtem ko za samo primarno bolezen, torej za debelostjo, pa kot sem že povedal, ne, se v bistvu ustanavljajo posamezne skupine ali pa določeni posamezniki, medtem ko tako organizirano ali pa sistematično, kot bi bilo to potrebno in kot nas učijo prakse, dobre prakse iz drugih držav, tega pa nimamo, ne. Sicer pa ob vsem naštetem predpostavljam, da je pri odpravljanju debelosti potrebna tudi dieta in me zanima, ali se po vaših izkušnjah otroci in mladostniki zmorejo držati predpisanih diet. Konec koncev vemo, da zadeva ni vedno enostavna niti za nas odrasle. Kakšne so pa vaše izkušnje iz vašega delovnega vsakdana? Ja, dieta je neke vrste prisila, ne. To je neko umetno vzdrževanje nekega telesnega ravnotežja, kjer je to kroničen napor, ne, ki nekaj časa ljudi, otroke zmoremo motivirati, vendar slej ko prej te diete odpovedo. Danes je prepričanje, predvsem tistih centrov, ne, ki imajo veliko dolgoletne izkušnje s tem, da se diete v bistvu poslužujejo izjemoma. Predvsem pri majhnih otrocih, ne, ki so še v obdobju rasti, pravzaprav diete, bolezenska slika, ki še nima komorbidnih bolezni, se diet ne poslužujemo. Ampak poskušamo otroku spremeniti način življenja, da mu damo veliko več motivacije za aktivno preživljanje prostega časa in da v bistvu z rastjo pridobiva na višini in v bistvu nekako kompenzira tisto težo, ne. Ali čisto preprosto bi rekli, recimo, da otrok ima 1 leto enako telesno težo, medtem pa zraste recimo 7 centimetrov, ne. S tem pa pridobi tudi prehrambene navade in pa gibalne navade. Resni programi današnji, torej, ki jih kažejo druge dobre prakse, so usmerjeni v družino. Torej, samo z spremenjenim vzorcem preživljanja prostega časa in z gibanjem, ne, z prehranjevalnimi navadami in pa seveda z analizo določenih tudi psiholoških pojavov v družini, ki spodbujajo recimo sedeči način življenja ali pa prekomerno hranjenje. Edino taki programi so uspešni, ne. Pa bi lahko rekli, da po vaših izkušnjah starši oziroma skrbniki vedno spodbujajo svoje otroke pri zdravljenju debelosti, jim stojijo ob strani, so z njimi dosledni, jim dajejo vzgled, ali se kdaj zgodi, da so prav ti preveč popustljivi in nedosledni pri samem procesu zdravljenja in tako vplivajo negativno tudi na svoje otroke? Ja, imamo zelo malo skupino staršev, ki so motivirani recimo za spremembo na svojem otroku. To doživlja neko en časovni potek. Najprej morajo starši dojeti ali spoznati, da je z otrokom nekaj narobe. To lahko traja zelo dolgo časa, ne. Potem, ko spoznajo, da je z otrokom nekaj narobe, ko res že okolica ali pa vsi jih opozarjajo, potem iščejo razloge predvsem nekje drugje. Največkrat v tem, da je z otrokom, z njegovim metabolizmom nekaj narobe. Ali pa da je nekaj narobe z njegovimi hormoni. Ali pa da je nekaj narobe skratka z neko drugo boleznijo, ki otroku povzroča to debelost. Šele ko dajo to neko spoznavanje in to soočanje z boleznijo skozi, potem mi nekako vidimo, da so nekako pripravljeni začeti poslušati o začetku uvajanja sprememb, ne, torej, da bo treba po družini nekaj spremeniti. In seveda, zdaj je pa tu nastopi težava, ker imajo starši, v bistvu, niso edini tisti, ki skrbijo za otroke, ne. Kot smo že prej ugotovili, da se otroci veliko ali pretežni del hranijo tudi izven hiše in morajo seveda vse te okolje ali pa ljudi, ki skrbijo za otroke, enako osvestiti, ne, da vsi nekako, rečemo, dihajo v isti rok. In pa seveda družina celotna mora spremeniti način življenja in način prehranjevanja, ne. Torej, ne moremo
očetu ponuditi za kosilo dunajski zrezek z bonflijem, otroku zraven pa pirek krompir za špinačni. Ne? Torej, cela družina mora enako jesti in seveda tudi oče se po kosilu ne more zlekniti za televizor, pogledati poročila, ampak je potrebno iti z otrokom na sprehod ali se ukvarjati z neko telesno aktivnostjo. Kajti edino z takim načinom zgleda, ne, ali pa z to spremembo v družinskem načinu življenja ima otrok možnost, torej ima možnost, da doživi uspeh. Ni pa še rečeno, da bo to tudi že uspeh. In v primeru, če je kateri izmed naših gledalcev tekom najinega pogovora prepoznal debelost tudi pri svojem otroku, morda vaš nasvet, na koga se lahko obrne, kje lahko vzpostavi tisti prvi stik, kam se lahko zateče po strokovno pomoč? Tu pa ni izgovora. Tu pa ni izgovora. Ne? Vsak otrok v naši državi ima svojega pediatra oziroma svojega zdravnika. Ta zdravnik ima svoj tim, ne? In tudi ima svojo medicinsko sestro, pa tudi svojo patronažno sestro pri manjših otrocih. Skratka, tu, da bi starši imeli zgolj, ja pa nismo vedeli, na koga bi se obrnili, to ne bo držalo, to ne drži vode, bi rekli. Ne? To je izgovora, ne? Češ sej ni tako hudo. Torej, takoj, ko imamo občutek, da smo pripravljeni nekaj spremeniti ali pa nekaj dobrega za tega otroka našega napraviti, stopimo do svojega zdravnika oziroma do svojega pediatra. Če nam je tam nerodno ali pa imamo občutek, da še ni tako hudo, stopimo se do sestre medicinske, pa naj povejo, ne, kaj in kako, tam bojo dobili ustrezen nasvet. To, kar pride k nam na kliniko, ne, to nam navadno pošiljajo pediatri oziroma družinski zdravniki, res že otroke, ki imajo izrazito debelost, ne, in ki že nekaj časa že poskušajo z določenimi programi, pa do zdaj niso bili uspešni. Ne. Tako, primarij dr. Martin Bigec, jaz se vam zahvaljujem za vaš čas, da ste nam zelo dobro predstavili tole tematiko in upam, da boste še kdaj prišli v naš studio z namenom ozaveščanja naših gledalcev. Hvala lepa. Hvala tudi vam za povabilo. Nocoj smo torej spregovorili o zapletih pri debelosti otrok in mladostnikov. V studiu se mi je pridružil primarij dr. Martin Bigec, specialist pediater z Klinike za pediatrijo UKC Maribor. Že sedaj pa vas vabim tudi k ogledu prihodnje oddaje Zdravstveni nasvet, ko bomo pod drobnogled vzeli gripo in vse, kar je z njo povezano. Na klepet bom povabila predstojnico oddelka za nalezljive bolezni in vročinska stanja UKC Maribor, doktorico Boženo Kotnik-Kevorkian. Bodite z nami. Lahko noč!